Hvala lepa. Zdaj, predgovornik je skoraj povzročil še eno novo kategorijo beguncev, tistih, ki smo želeli pobegniti pred poslušanjem takšnih neumnosti. Zdaj pa k bistvu. Zdaj vladna koalicija je tukaj na nek način uspela zavleči to proceduro odložitve tega predloga za posvetovalni referendum pa do začetka te obravnave. Je bilo veliko priložnosti in veliko sej, pa seveda ta tematika na nje ni bila uvrščena. Vmes je seveda vlada na nekoliko nizek uradniški način pristopila k temu globalnemu dogovoru in zdaj seveda posvetovalni referendum ne more odločati o tem, ne bi mogel odločati o tem ali pa se vlada ne mogla posvetovati z ljudstvom o tem, ali naj dogovor podpre, ampak zgolj o tem, ali naj tam ostane ali ne. Se pravi, posvetovalni referendum je zdaj posvetovalni referendum o tem, ali Slovenija od tega odstopi ali ne. Mislim, da to vsi razumemo, ni pa krivda predlagateljev, da je do te spremembe prišlo, ker je bil predlog dan. Prej preden je državni sekretar Vlade Republike Slovenije, potem ko so vsi funkcionarji pred njim to na nek način eskivirali oziroma zavrnili še v Marakeš in z ploskanjem podprl nek sporazum, o katerem so mnenja deljena pri nas v svetu in od katerega v zadnjem času države odstopajo, nobena pa ni na novo pristopila. Zdaj ta tema seveda deli našo in svetovno in evropsko javnost zaradi tega, ker je pač bazična. To je ključno vprašanje. Pravi, govorimo o demografiji, govorimo o ljudeh, govorimo o nas samih. Če ljudi ni, potem tudi vseh teh problemov, ki ste jih obstransko omenjali, od minimalne plače do globalnega segrevanja, ni, so nepomembni. Se pravi, govorimo o bazičnih stvareh. Za državo, kot je Slovenija, kjer nas je dobra 2 milijona, pa še pol milijona največ rojakov po svetu, je in glede na našo ustavo, ki jasno govori o tem, kaj je konstitutivni del slovenske državnosti, je to še toliko bolj pomembno vprašanje. To vprašanje je pomembnejše za Slovenijo, kot je recimo za Nemčijo, Francijo, Italijo, Veliko Britanijo, Združene države, Brazilijo in tako naprej, kjer pač logika in pač definicija številk pove nekaj drugega. Predstavljate si, da bi čez Slovenijo leta 2015 šlo 500 000 ilegalnih migrantov različnih kategorij. Vsi so na nek način ilegalno vstopili v državo, noben ni imel šengenske vize. Medtem so pa ljudje za šengensko vizo čakali nekaj ur na meji, na mejnih prehodih. 500 000 ljudi je šlo čez Slovenijo, ki ima 2 milijona prebivalcev. Predstavljate si, da bi 20 milijonov ilegalnih migrantov korakalo čez Nemčijo v nekaj mesecih. 20 milijonov. To so ta razmerja. Glede na število prebivalcev po velikost države. A mislite, da je bilo stanje v Nemčiji še takšno, kot je zdaj? Slučajno Nemčija ne bila deljena, ampak bi bilo danes popolnoma drugačno. Tako da te stvari je pač treba vzeti v obzir. Še bolj alarmantni podatki pa so podatki o gozdu, ki jih tukaj v teh razpravah o drevesih pravzaprav noben noče videti. Zdaj v času novoletnih praznikov en od slovenskih dnevnikov objavil podatke Državnega zavoda za statistiko o demografiji v letu 2017. To je zadnje leto, za katero so kompletni letni podatki za Slovenijo. In tam so izračunali tudi povprečja in povprečja na dan.
Te številke so pa naslednje. V Sloveniji se v povprečju po zadnjih podatkih rodi 55 otrok na dan. Hkrati nam umre 56 državljanov vsak dan. Se pravi, vsak dan nastane en minus v razmerju med rojstvi in smrtmi. Hkrati se v Slovenijo vsak dan priseli 52 ljudi od zunaj. In hkrati se jih vsak dan iz Slovenije odseli 48. Tukaj pa dobimo dnevno plus število 4. V seštevku dnevno število plus 3. Ampak, kaj mislite, kdo je med temi 48, ki se vsak dan izseli iz Slovenije? In kdo je med temi 52, ki se v Slovenijo priseli? Iz tega pa statistika ne pove. In se v glavnem tudi ne meri, tako kot so se nekateri podatki ukinili, ko gre za štetje prebivalstva, z namenom skrivanja stanja. Zdaj, ko govorimo o tem, po mojem, oziroma po očitnih dejstvih, jasnem razmerju med, rekel, kvaliteto izvoza in uvoza na dnevni ravni, ne govorimo o nacionalnosti. Res ne govorimo o tem, koliko Slovencev se izseli in koliko neslovencev se priseli. Ker tudi konkretnih podatkov tukaj ni. Lahko pa seveda o tem vprašanju govorimo kot o civilizacijskem vprašanju. Koliko od teh ljudi, predvsem mladih, ki se iz Slovenije izseli ali pa gre iskat srečo drugam po svetu, je bilo rojenih tukaj, je zraslo takšni ali drugačni v okviru takšne ali drugačne slovenske ali pa evropske civilizacije, pozna naše navade, običaje in tako naprej. In koliko od teh, ki se k nam priselijo, se pravi 52 na dan, pride sem z popolnoma drugačnimi civilizacijskimi navadami. Iz okolja, recimo, kjer pojem človekovih pravic razumejo kot nekaj tujega. Iz držav, ki so hkrati z socialističnimi ali komunističnimi državami, vključno z Jugoslavijo, zavračale ratifikacijo splošne deklaracije o človekovih pravicah. Te deklaracije niso ratificirale komunistične države in države, v katerih je veljalo in še vedno velja šeriatsko pravo. Države, ki imajo v svojih pravnih sistemih zapisana načela iz Korana, med drugim to, da je moški več vreden od ženske, da nista enakopravna, ali da je istospolna usmerjenost nekaj, kar se kaznuje s smrtjo. Koliko od teh 52 na dan, ki prihajajo v naše okolje, prihaja iz teh tujih civilizacijskih okolij in kultur, ki imajo popolnoma drugačne vrednote. To je razprava, ki jo sproža ta Marakeška deklaracija. In to je ta del problema, ki ga tako imenovana slovenska levica ne želi videti. Vidi zgolj pač nekaj korakov naprej. Zdaj, če te dnevne številke prevedemo na letno število, se pravi 52 na dan je 520 v 10 dneh, 5200 v 100 dneh. In potem pridemo, če končno številko delimo z 2, nekakih 10 000 novih potencialnih državljanov in voljivcev. To pa je en mandat na leto, v 4 letih so to 4 mandati. In to je tisto, kar, bom rekel, ne vsi, ampak nekateri
slepi zagovorniki tako imenovanih odprtih vrat vidijo pred sabo, ne vidijo pa dolgoročnih posledic. Zdaj, posebno zabavno branje je branje mnenja vlade o tej tematiki, kjer v prvem delu vlada pravi naslednje. Sam dogovor ne prinaša nobenih pravnih, ne finančnih obveznosti, kot tudi ne ustvarja novih pravic. Ničesar ne prinaša. Potem v nadaljevanju pa pravi, globalni dogovor je koristen, ker naslavlja področja, ki jih je treba urediti in bo prinesel pozitivne rezultate. Zdaj, na očitke, da gre za sporne stvari, pravijo, nič ni določeno, nobenih novih obveznosti ni, nobenih pravic se ne ustvarja in naprej. Če se ne ustvarja nobenih obveznosti, če ne navaja državna nikakršna ravnanja, potem tudi pozitivnih učinkov ne more prinašati. Saj preberite preden tako stvar napišete v celoti. Zdaj, mogoče ste kaj spremljali razpravo v zadnjih 2 mesecih v sosednji državi, v Avstriji. Slika, ki jo prej kolega Grims skušal narisati z tem regionalnim grafom, katere države so naši okoljci pristopile k temu in katere ne, je slika, ki je v teh avstrijskih debatah velikokrat bila uporabljena v smislu argumentiranja njihovega stališča, da nadzirajo mejo med Slovenijo in Avstrijo. Do Avstrije, do Italije, do Madžarske, ključno za Slovenijo, so vse države benevolentno nekako pristopile k temu globalnemu dogovoru, ki se smatra na nek način za definiranje držav, ki so migracijam prijazne, če se zelo milo izrazim. In tiste države, ki so bile proti ali pa ki so se vzdržale, so pa migracijam neprijazne. In seveda do Avstrije imate zdaj po tej zahodni balkanski poti odprto pot seštevek držav, ki so migracijam prijazne. Avstrija z lahkoto zagovarja to svoje stališče, da bo nadzirala notranje šengenske meje, in to stališče je v zadnjih 2 mesecih v avstrijski javnosti bilo podkrepljeno tudi statističnimi podatki, ki so prihajali iz Slovenije. Zdaj, gospod Cerar je prej govoril, Slovenija se ne sooča z množičnimi migracijami. Zdaj, kaj je to množično? Zdaj, ko se na neki proslavi zbere nekaj 100 ljudi z privilegiranim pokojninami, potem mediji govorijo o tem, da je šlo za množično udeležbo. Ko pa ilegalno prestopi slovensko mejo skoraj 10.000 ljudi, kar se je zgodilo v lanskem letu, pa to ni množično. Smete se, kaj je zdaj množično? To, kar se je dogajalo lani v zvezi z ilegalnim prestopi meje, treba je vedeti, da verjetno vsaj 2-krat ali pa 3-krat toliko, ne glede na sledi, ki se zdaj odkrivajo, ilegalnih prestopov ni bilo odkritih, so šli čez Slovenijo in se bodo vračali, tako ali drugače, v okviru teh pritiskov. Soočeni smo z množičnim pritiskom na naše meje. Ne gre za posamične, mogoče bi lahko leta 2016, ko je bila ta številka več kot 4-krat nižja, govorilo o tem, v lanskem letu, pa v tem času, ki ga zdaj živimo, ne moramo govoriti o tem. Se pravi, gre za množičen pritisk na Slovenijo. 10.000 je za Slovenijo koliko? Kot nekaj 100.000 za Nemčijo, glede na našo velikost. In to tisti, ki ne dobijo azila, so strošek za slovenske davkoplačevalce.
In nobene razlike ne boste naredili, ko gre za, bom rekel, tretiranje tega globalnega problema s tem, ali v Sloveniji 400 ali pa 450 ali pa 4000 ali pa 40 000 prosilcem odobrite azil. Ker jih je zadaj še milijonkrat več. Ne? In to ni nobena rešitev, to je zgolj odlaganje rešitve, dajanje potuhe tistim, ki ne želijo nič narediti in tako naprej. In kakorkoli z tem ploskanjem v Marakešu, ne vem, če je gospod Čurin sicer ploskal, ampak rečeno je bilo, da bo z aklamacijo to sprejeto, ste veliko prispevali k temu, da bomo Slovenci v naslednjih letih imeli mejo na Krasu in na Karavankah z sosednjimi državami, čeprav smo s temi državami v istem šengenskem območju in čeprav je odprava notranjih meja eden od največjih civilizacijskih dosežkov Evropske unije, v katero smo vstopili. Zdaj, ne bom dosti besed zgubljal s komentiranjem tega strahu pred ljudskim odločanjem. Češ ne more zdaj večino odločiti o statusu manjšine. Ilegalne migracije nimajo statusa manjšine, gledajte. To nima nobene veze s tem. To nima nobene veze s tem. Manjšina se lahko definira znotraj neke celote. Zdaj, če hočete v slovensko celoto vključiti ilegalne migracije, potem smo Slovenci manjšina, pol promila vsega tega, kar migracije predstavljajo. Tako da ne uporabljati pojmov, ki so popolnoma neprimerni. Zdaj, tole lahko opletanje z bom rekel, rasizmom, pa barvo kože in tako naprej, pa zahteva nek odgovor. Glejte, tisti, ki opletate s tem pojmom, se pred 1. novembrom vsakega leta v zadnjem času zbirate nekaj 10 metrov stran od tega kraja, kjer zdaj se sestankujemo, ob nekem kamnu, kjer piše Grobnica narodnih herojev. Zdaj, na tem kamnu je med drugim napisano tudi ime tako imenovanega narodnega heroja, ki je dal ukaz leta 1942, da se zločinsko pobije nekaj romskih družin v Iški iz, bom rekel, nizkotnih rasističnih nagibov. In vi vsako leto častite tega človeka, tega eklatantnega dokazanega rasista. Gospod Janša, ne vidim povezav z tem. Da bo stvar še hujša, vem, da težko to poslušate, ker ste Ne težko, ni noben problem. Jaz bi želel samo, da se držimo okvirjev, ki so danes postavljeni. Ja, odgovarjam pač na te očitke. Skratka, da stvar še hujša, gospod Nemec, ne dovolite, se pravi, vaša opcija v Ljubljani že nekaj let ne dovoli pokopa teh pobitih romskih družin na Žalah. 4-krat je bilo to že zavrnjeno. Toliko o vašem rasizmu.